Ja, ti slučajno na starskem lotu delaš. Okay, danes je četrtek, 10.9.2015, ura je 22.08 zvečer. To je po tej moji Windows uri, ne vem, kaj imate vi. Smo že v prihodnosti. Jaz sem tudi v prihodnosti. Ja. Okay, to so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v 63. ediciji glav. Danes nas je veliko, danes bo zabavno, kot slišite, so gostje že vsi ponoreli in komaj čakajo, da pride veter, zato je čas, da si z Anžetom vzameva nekaj četrtin ure za počasen in poglobljen uvod. Vse skupaj vabimo, da nas pošečkate na Facebooku aparatus.si, da nas posledite na Twitterju aparatus_si, da greste na aparatus.si poševnica salca in kupite šalco, če bi jo radi. Super šalca je, jaz sem sprobal že doma in na kavo in na čaj dela, tako da tudi na radensko, tako da je definitivno verzatilna in 25 evrov date, s tem podprete aparatus, če ste šalco že kupili, pa bi radi vseeno še naprej denarnem metal 4, 8 ali 12 evrov mesečno na aparatus.si poševnica podpri. Tako da bo Anže lahko nabavil monosterov, činč banana, Canon kable. Jaz pa si bom kupil nekaj, da mi bo zabilo kašelj, kar se dan že vnaprej upravičujem. Pridejo prva temperatura pod 25 in jasno se takoj prehladim. To je pa to, pa če nas poslušate v iTunesih, pejte tja, pa nam dajte kakšno oceno tam, napišite kakšno lepo, dobro mnenje, prijazno, razširite vesti o nas, povejte prijateljem, ful dobri so tili podcasti, pejte poslušati. Torej, to vas premalo fehtamo, dajte širiti besedo naprej. Sam res, to skoraj nikoli ne rečemo. To je to, dajte to, the best vi, ko poslušate, ampak dajte to malo naprej, zdaj, ko bo, ne vem, kaj je zdaj ta prvi praznik, ki se ga bo tam, ne vem, mogoče se, evo, ko bomo praznovali prvi jesenski dan, pa ko se boste dobili z družino za te jesenske običaje, kakšno trgate, ličkanje, pa to malo navršite, tako, babi, a ti kaj podcaste poslušaš, ne? Ja. Če bo rekla, v nebitne pogovore, rečete, sej to je v redu, ampak babi, tudi aparatus obstaja, ne? Tako da, kakšne take, tako malo neusiljivo to upeljte not v debato, recimo, ne vem, če ste slučajno gost v Odmevih, lahko navržete, vmes. Jaz mislim, da finančna slika trenutna Slovenije je v redu, ampak še boljša bi bila, če bi vsi poslušali aparatus podcaste, kaj tazga. Tako da, Igor Rebergant, če to poslušaš, prosim, naredi to, hvala. In to je pravzaprav to, kar je teh nekih uradnih zadev. Mava še kaj drugega, še tazga zapovedati, se še kaj tazga zgodilo? Ne, mislim, da je to. Je to. Vse si. Zdaj povej, kaj bomo delali, pa predstavi ljudi. Ok, danes se bomo pogovarjali o filmskih in televizijskih detektivih. Mejham bomo nametavali zanimive like, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zločinov na televiziji in na filmskih platnih, in zato sva danes, ker bo to tak draft edicija, znova sva z Anžetom povabila ne samo enega gosta, ampak kar dva. Tukaj je z nama najprej naša dežurna dopisnica za britansko in avstro-ogrsko monarhijo, ki trenutno mislim, da je še zmeri pijana od džina in tonika, zaradi tega, ker je kraljica Elizabeta II. Prehtela Viktorijo po dolžini vladanja, tako da Nina Kožar, živjo. Pozdravljeni. Z nami pa je tudi naš dežurni dopisnik za Zasavske revirje, Matevž Luzar, živjo. Lep pozdrav, živjo. Revirje, ok. Napolska scena pa to. To se najbolj fancy opis Zasavja je Zasavski revirje. Meni se da žena navede revirje tako legit beseda. Ja, čist. Ne, se je, sam tako, ponovadi tako je Zasavje, ok. To je bilo pa tako, slište, malo francosko. Pa veš, kako se to reče, to so rdeči revirji. Ja, pa Lajbah, pa to te stari. Ja. Ok, fair enough, ja. Kraj konstantne menstruacije, kaj? Kaj? Jaz ne vem, kaj se nisem bila jaz prva s profanostmi. Ja, to si drznete.
Ja, kdo je ta prvi rekel rdeči reviri? No? Jaz moram tle samo ravnoteževati zdaj to, a veš, da ne bomo politično nekorektni že tako na začetku. Da šlo reč tako, vsi grenadir marš metali na skak, pa se tledi greste. Te fine zasavske reference. Tako da ja, danes se bomo pogovarjali o detektivih z filma, iz televizije. Štirje smo, 2 kroga imamo v načrtu, mogoče tudi tretji, bomo videli, koliko časa bo vse skupaj trajal. Jaz sem zdaj le 4 listke in sicer bomo videli, kdo bo začela bo Nina. Yes. Tako da drugi bo potem Matevž. Tretji Anže. Wow, to je pa, wow, res, ok. Kdo pa je četrti? Valjda, kaj sebe za na konc pustil. In save the best for last, pižama četrti. Evo, ne, prav dejansko sem to požrebal, škoda nisem dal na periskop, bi lahko tako da bi imel. Ja, ti slučajno na starskem lotu delaš. Wow. Okay. Tisti posledek je res evski, ampak sorry. Nina, Prosim. Izvoli, ajde, prvi, to je draft detektivov, TV in filmi. Povej prvega. Moj prvi najljubši detektiv je Horatio Kane. Zabavam. Okay. Tega sploh nisem probal pisati, zapiske delam. Ja, povej. Ne, ful sem imela tako, moram priznati, da sem cel teden tako, ne, dajmo raj tega, ne, tega bom, ne, taj boljši. Tako, ful ste mi naredili dramo s tem, tako da, ampak na koncu sem se odločila za to, pač, za kar ste me itak poklicali, da povem. Jane Tennyson, of course. Iz Prime Suspecta, jaz sem tak klišej, skozi tega Prime Suspecta draj sam gor in dol in levo pa desno. Ja, to je res, ja. No, mislim, da sam hoče, da se ene glave že enkrat zgodijo. Ne, pa se ne morejo, to je res tako. To je tako, da bi se pogovarjali o brižinskih spomenikih. No. Ampak to je ta Helen Mirren, ne? Ja. Helen Mirren. Verzija, aha, ok. Zdaj so na HTV-ju rerani, tako da če kdo na porodniški, pržgite dopoldne TV. A pa to je BBC produkcija, ne? To je BBC produkcija, pa v bistvu je tako, da mislim, da je, ne vem točno, koliko delajo, ampak mislim, da je ene 8, ampak to je bilo tako, ena sezona je v bistvu bil en del in so ful taki filmski, tako, mislim, da so pa ene 2 ure dolgi, ali so bili pa v 2 delih, pa so bili pol 4 ure, no. To ni bila tako serija, ne vem, 10 delov. jaz bi sam tle rekel, če se smem majčkeno umešati, Granada Television ITV Productions. Ampak, a ni to tako, mislim, a Granada je del BBC-ja? ITV se ne, a je ITV BBC tam neki 85 ali ni, ne? Ja, wow, to pa ne vem. Ja. Jaz sem zmeraj sklepal, da je BBC, ker tako, ja. Ja, kaj je tak BBC-iš. BBC je zelo, ja. Ampak každa, mogoče pa je to ITV. Ja, tle piše produceri Granada Television ITV Productions. Ja, mislim, oni so lahko kot zunanje, veš, tudi delali v bistvu. A ja, veš, to je pa tudi res, ne? Ja, ne, sam je le original channel ITV. Ja. Wow, ok. Ja, pa sploh to ne. To je pa zdaj, Nina. Nina ni vzela BBC nadaljevati. Hvala lepa, to so bile 63 glave. No, v glavnem in Jane Tennyson je pač itak je the best, zato ker je en redkih ženskih likov v tem, pač, ne, redka, mislim, zelo malo ženskih detektiv, razen Cagney and Lacey, prosim lepo. Ampak Una iz Moonlighting. se res, kaj že, Sybil Shepherd. Sybil Shepherd, ja. Ful je the best tako lik, no, ker je taka, na nek način je mal biči, čeprav jaz jo ne dojemam tako. In poleg tega, da raziskuje zločine, se v bistvu fajta s tem sistemom te pretežno moške nadvlade v Scotland Yardu oziroma policiji, ne. In ne samo, da pač išče morilce, ampak tudi pleza čez te renke in skače čez, moški skozi polena pod noge mečajo. Ona pa tudi tako enem momentu tako vrata mal otopela in začne mal alkoholček uživati pa to. Tako da je nek tak šibek lik, ampak po drugi strani pa taka ful močna bejba. Tako da, I'm a fan. A čak, pa koliko je bilo tega s Helen Mirren? Eno sezono se rekla? Okay. Ne, nekih 8 sezon po mojem
To so bile tako, veš, tako, 1-2 leti so bile, pa sta bile pač po 1 ali pa 2 dela, pa kar 2 leti vmes ni bilo, pa sta bila spet. To je bilo v bistvu tako kot Luther. Ja, se malo pojavlja, pa malo zgine. Pa ni tako, da bi v bistvu bil, z menem je tako, ne vem, Prime Suspect 2, pa nek dodatni naslov. Mislim, meni je ona tako zelo zajevana delovala, no. Tako, ko sem gledal. Se v bistvu, jaz sem tako, ona do takrat je bila v bistvu tako zelo gledališka igralka in jo je ta serija pravzaprav lansirala na TV pa film. No, to pa Caligula. Pripoveduj. Ne, to ne ve, ona je igrala v Caliguli, ne? Vem. Igrala je cela, ali kako se temu reče. Jaz recimo Caligule nisem gledala že. Sej to je za gledati, ko si star 12 in ne bo nesreč po TV-ju, ampak ok, sorry, povej. Evo, zdaj vidim, 7 sezon je bilo. Aha, ok. Nekaj, jaz imam ful tako v glavi to zadevo, da ker pri nas nismo nikoli to sprot videla, ne. In pa sam veš, da ta Prime Suspect je bil, ampak nikoli... No, ne, je bilo, vse se je vrtel. Ja, v 90-ih se je vrtel na RTV, ni? Ja, ampak ni bilo, zmeraj je bilo tako, sklepam, da sta le po 2 sezone skupaj, ali ne. Jaz sem zmeraj tako občutek, da si Prime Suspect, pa je bil pač nek del, jaz nikoli nisem sledil temu. Sem dosti tako vsazgal vse od samega zase, veš. To je tako kot Poirot, no, pač ko ga tako gledaš, pa tako, Poirot. Se ne veš, kjera sezona je. Čak, Poirot je tako, kot CSI, no, teh je bilo ful. Ja, pa tudi ne toliko. Jaz sem pa spet drugač CSI. CSI je tako, da imaš ti, da so vse en kupovali, a veš, da imaš po sezone, da pri CSI-ju bil tako pa, zdaj ta CSI tukaj, zdaj un. Meni se CSI zdi tako, da ga nikoli ni konc. Se mi tako, kada sploh... Vsega ni. Se zdaj imaš CSI Cyber. Kašen? Ne, dej nočem vedeti. Ja, Cyber je, ja. Ja, Patricia Arquette pa to. Ne, no, dej... Zakaj se zdaj o tem pogovarjamo? Ne vem, ja, ok, sorry. Ko smo rekli, da se bomo pogovarjali o kvalitetnih detektivskih serijah, Madonna. To ure, ki sem izgubil, ker sem CSI včasih. Meni so bili najboljši čuni Lebrec epizode, ko smo zmerili tako po eno epizodo na sezono sem imel une... Jaz se grem sendvič narediti. Ko sem imel une, ko so se na te stranske like usmerili, na unga creepy guya, unga Slovenca iz laboratorija, ki je pa 40 z materjo živel. Ok, hvala Pižam za ta internet. V glavnem prva izbira prvega kroga imamo pač Silent Witness, kar se mi zdi dosti legitno. Tako da, kdo je drugi? Misliš Prime Suspect? Kdo je Silent? Sedim in gledam v Prime Suspect, sorry, Silent Witness je ta druga od ITV Susan. To bom ven zrezal. Nič ne boš zrezal. Škaj je najbolj vedno, ko bom napisan dejansko Jane Tennyson, Helen Mirren, pa vam pa Silent Witness mirno napisan v zapiskih. Zdaj bom res napisal Silent Night pri tvojem obvladovanju božičnih pesmic je še v redu. Okay. A ja, še ena groza je, Američani so pol posneli nek remake za Ameriko, Prime Suspecta, v kateri pač seveda je detektivka full bolj bubbly in nima nobenih kakšnih blaznih težav v življenju. Tako, malo... Se mi zdi, da te 3 stavke smo rekli že čisto vsakeč, ko so v angliških serijah. Absolutno. Pa so pa Američani naredili remake, pa vsi so bili bolj veseli. Okay, Mateoš, ti si. Aha, ja, mi z Nino imamo tako še tak nek minigame, v bistvu tudi, ne. Ja. Ki ugiba že cel dan, kjer sem izbral in zdaj je v bistvu Pižama ve, kjer je ona misle, da sem jih jaz izbral. Tako da imamo tak minigame. Anže, tako da boš vedel, ne, ker te ni bilo znao. Ok, sploh ni confusing. Evo, moj prv, v bistvu, jaz sem tudi ful razmišljal, ker teh detektive je malo morja, mislim. Če sam ameriške filme pogledaš, pa vse živo, pa angleške, pa vse, pa sem pa bolj razmišljal pismo, kjer so bili tisti, ki sem bil mali, ki so me najbolj tako navdušili. In kar takoj rečem Dirty Harry. Wow, ok. Hudo. Ok. To si pa presenečen, moram reči, da si presenečen. Mateoš 5, Nina nič. Ja. Fuli hecam, ker jaz njega sploh ne dojemam kot detektiva, veš, ker ni pač... Ja, pa je. Ker se ne smuka po temnih vogalih. Smo rekli tako policisti, detektivi, a veš, to je... No, počino je detektiv. Ja. To prav. Sam ne kadi pipe, pa to, pa nimaš feelinga, da je. Ja.
In je to v bistvu, meni so bili tako, nekdaj so mi bili všeč te kriminalke, pa heist movie iz 70-ih let. In to Dirty Harry mi prav to, kako bi rekel, v bistvu, prav tako se spomnim, tak good feeling imam, no. Ker so ponovadi so te Dirty Harry na RTV Slovenija ali na Hrvaški vrteli v petkih zvečer. In prav top je bilo to gledati. Pa res so dobri filmi, no, vse te prve Dirty Harry je good, ne. Legit movie, v bistvu. Tako. Če neš drugega zaradi Suzanne Summers. Ne bom že spet Jaz se spomnim, da ko sem bila ful majhna, je bil enkrat za novo leto prav tako na novoletni večer je bil na televiziji in se ful spomnim onega Škorpiona, onega kadra. In je prav tako, no, to mi je, mislim, se jih imaš še pol, mislim, imaš ful teh filmov od Dirty Harryja, pa variacije iz tega ven, ampak tako, on mi je bil tak badass karakter, v bistvu ta karakter se je nekako ponovil pol, ker Liam Neeson Taken igral v enki. Tak feeling sem isti imel, no, ko sem gledal Taken. A res? Ja, mislim, attitude, no, v bistvu, veš, na nek način, badass karakter. Ja, štegem je okej, sem tako. Ne, jaz sem zdaj, to si bil v bistvu ti malo navdušil, ne, to bo zdaj malo tako intermezzo, pa zdaj, ker smo glih pri Clintu Eastwoodu, jaz imam tudi ta fetiš na te filme iz 70-ih, ne, ker jih je ful na Netflixu in sem gledal Escape from Alcatraz, ne. Ja, to je odličen film, no, tako da to je za intermezzo, no. Ker vem, kaj misliš, ta 70-ta so res nekaj posebenega v Hollywoodu bila, no, tako da, ampak ja, je pa res tako, da Dirty Harry se mi zdi, da se je pol skozi leta, ne, tako malo se lovil v uno, do you feel lucky, well, do you punk, ne, se več nam sam še to spomnejo ljudi, ampak to je dejansko čist cool film, pač. Ja, je zelo cool. Ja, to je res treba povedati, da ni vse tako, da sam čakaš, da bo rekel, ne, do you punk in ga ustreli, ne, bo je tako dejansko film, policaji, pač, ja, okej, zelo zares, v bistvu. Ja, v bistvu, ja. Ja, tle mogoče lahko menimo seveda tudi to literarno referenco, kako je potem Pratchett vzel Dirtyja Harryja za model tega komandarja Vimesa v Nočni straži, Hank Morporka, ko sem jaz prav grunto, da bi ga omenil, njega kot en svojih izbir, ampak glede na to, da je bil do zdaj tam v teh filmih ena taka stranska oseba, se rekel, bomo počakali, da končno ta obljubljena nadaljevanka o mestni straži nekoč ugleda luč sveta. Tako da če celo imaš mislim, da je moto te nočne straže v Ankh-Morporku je Fabricati diem. V katerem jeziku je bilo to? Ta fake latinščina, ki jo Pratchett zelo rad uporablja. Meni je the best muzika od Lalo Schifrina, ki je v Dirty Harryju. Pa seveda Suzanne Summers še enkrat, ne ki tudi igra cela, no, pol jo igra. Jaz ne vem, to imam full trivio, imam to, ne, da je pač Suzanne Summers una ženska v bazenu, ne. Tako da oni, ki ste gledali Dirty Harryja, to že veste, oni, ki ste 12 let stari, to sploh veste, oni, ki že boste gledali, bodite pozorni. Dvom, da 12-letniki gledajo Dirty Harry. Jaz tudi. To je mogoče res, jaz sem ga. V glavnem... Ti nismo v YouTube, Anže. Ampak kdo pa je Suzanne Summers? To je una ženska, ki je pol igrala ta blond v Three's Company sitcomu. Vidim zdaj. Ena blond. Tako, veš, kdo je, no, v parih sitcomih je bila, mislim, da je od Dallasu igrala, pa nekaj tako, no. Tako je kar mal pop kulturna referenca za Ameriko, no, iskren. Ja? Ljudje kar vejo, kdo je načeloma, no. A sem jaz zdaj? Ja. Ja, pižama se je zadnji žrebal fake. Okay. Ti mi je zdal fake. Čisto tako, for the record, pižama mi je vmes poslal Snapchat listkov, kjer so naše imena, model je dejansko žrebal. Tako da imamo to on the record. Jaz bom pa zdaj, če smo bili v filmi, grem pa jaz na TV, ne, in človeka, ki ga pač moramo omeniti, to je človek iz The Wire, pač, valjda, to je zelo predvidljivo, mogoče zame. To ne more. Ne, lahko. Ne, zakaj? Ne moreš, ko so v istih stvareh. Ne, poslušaj me. Jaz bi tudi hotel reči, tudi sem imel na koncu jezika Marč iz Fargota, pa sem rekel, ne bom. No, samo poslušaj me, lej. Fora je samo temu, jaz imam ta prvega, imam pač Lesterja Freemana, ki ga moram imeti, ker sem hotel, da je na tem spisku. Ok, to je ena stvar. Grem pa staviti, da mojega ta drugega ne bom benoganu. Tako res, ne bo ga benoganu. Ampak zdaj smo prvi krog, jaz bom rekel Lester Freeman, ker je pač, ko govoriš o cool likih, ne, jaz ne vem, kdo je bolj cool.
Dirty Harry. Okay. Če bi, jaz ne vem, če bi se stepla, bi Dirty Harry zmagal, bodimo iskreni. Še Clint Eastwood, ki je full republikanc v Ameriki, veš, from my cold dead hands, a ne, to je bil Heston. V glavnem, okay, bi zmagal, ampak načeloma Lester Freeman je tako badass mofo, ne. Tako da, mislim, jaz bi težko itak grem preko Wire-ja, čim se karkoli pogovarjam, ampak če se pa pri policajih, pa detektivih, ne, pa imam Lesterja Freemana, res ne morem. Prosim je pa, on ima še to dodatno komponento, ki ima mogoče najbolj žameten glas v zgodovini človeštva. Ne. Mislim, če je kdo bil za radio ali pa podcast narejen, je to Lester Freeman. Ampak on v moji domišlji še zmeraj v Baltimorju rešuje primere. Ampak ja, ne, to je pač eden najbolj cool policajev v The Wire-ju, človek, ki so ga pozabili, ga dali v uno enoto, ki popisuje ukradeno robo, ne, in pa zraven za cash rezlja pohištvo za hiške od punčk pač. To se je weird slišal, to ni. Pač... jaz nisem še gledal The Wire. Zdaj si mu spoilal. Pa nisem mu spoilal, no. Nisem mu tako spoilal, ampak ne res, je eno teh, tako včasih hočejo ljudje prikazati cool detektive, pa jim ne rata, to je ratal Simonu pa Unmule Burnsu v The Wire z Lesterjem Freemanom, no. Res, ker je tak, on je cool. Tako, če bi veš, kako je par stupid Homer Simpson, ne, v slovarju narisan, je par cool Lester Freeman. No. Tako da, to je moj pik za prvi krog. Evo, se pravi, sem jaz. Kako to, da sem zadnji na vrsti. V glavnem, jaz sem malo gruntov, ne, kako bi, mislim, da je pravzaprav tale draft tudi nastal iz tega, ker sem zanč dal Skalja pa Hitchcocka iz Brooklyn Nine-Nine, ki imate zdaj special episodes, ko čakamo na 3. sezono Brooklyn Nine-Nine in ona dva učita o detektivskih podvigih in kako se obnašati v tej službi. In se grunto, da bi rekel krniju, sprav Skali pa Hitchcock iz Brooklyn Nine-Nine, ker sta taka, zgledata papka, kada nič ne obvladata, ampak potem se pa izkaže, da ona dva res znata, sta dobra detektiva, ampak da se ima pač nada, da sta raj na varnem v pisarni, ne, pa delata kakšne take stvari, ampak sem pa tako gruntov, ne, bomo nek drug lik vzeli, ki je pravzaprav skoraj najbolj, itak je tukaj cel, vsi liki so prsmuknjeni na vsak na svoj način, se da tudi trenutno ena boljših humorističnih zadev, kar se suka po televiziji, vsaj po mojem mnenju. Zdaj, če se vi ne strinjate, bom že povedal, da nimate legitimnega mnenja, tako da bo ono pravo to namesto mene. In pa sem grutov, koga bi ne, in se mi zdi, da je treba podnujno tukaj izpostaviti detektivko Roso Diaz. Lepa. Ki je pa tako pravzaprav, je tak Dirty Harry na nek način, ne? Spet, ženska verzija Dirty Harryja. Dirty Harryja, ne? Sprav oblečena stalno v črno, brez emocij, oziroma kar ima, brez emocije Captain Holt, ona ima emocije, ampak so vse negativne, ne? In nastrojene, kar se sploh lepo kaže v prvi sezoni, ki jo ta liko Joelo Trulija čara z Boylsko s neki zapene in ga ona odbija. Nina, ti si gledala, kdaj je Brooklyn Nine-Nine? Ne. Prosim, gledaj Brooklyn Nine-Nine. Okay. Sam zato, da Rozo vidiš, realno gledam. Čak sem to je, ali to je v sorodu z Reno 9? Ne, to ni. To je na Foxu, en sitcom, ki je ta iz The Lonely Island, je v glavni vlogi, Andy Samberg. Noter je pa še, pol kot Raymond Holt, je pa Andrew Brower iz tega Life, Crime on the Streets. Ne? Ja, Homicide, Life on the Streets. Ja. Homicide, Life on the Streets, ja. V glavnem, no, in recimo, da ponazorim, kakšen je njen ta Weltan Schaung. Od zdaj sem sklenil, da bomo imeli tudi nemške tujke, da imamo samo angleških not, moramo razširiti ta naš diapazon jezikovni, recimo, kaj jo Boyle vpraša, so where's your happy place, ne, in ona prav, I'm in a cabin, in the middle of nowhere, inside it's just me and that stupid slimy defense attorney, and I'm beating the hell out of him. I break a dining room table over his head, then I rip off his arm and I shove it where the sun don't shine, then I reach down his throat and shake his hand. Pridejo mulci tam na ogled postaje in jim ona tako pokaže vrečo odrezanih rok. Ne, in vsi, kaj je s tabo? Dajte mir, ker jaz 12 bi bila the best, če bi mi pokazal vrečo odrezanih rok. Ne, tako. Ja, ampak vse pač
itak tako palka je, pač itak je to humoristična nizem, kaj pa pokaže, pač vidiš naprej, palka poteka tudi druge nianse tega lika in te njeno človeško stran. Ful je dar, ker je res tako zelo zemljik je čist kontra od njenih drugih stvari, ki jih igra tudi ne same, kakršna je res gre v drugo smer in je pa zabavno pravzaprav, kako ona igra to neko nelagodnost v družabnih situacijah in potem še z dodano splošno zadiričnostjo in nasilnostjo. Mislim, da je ona pravzaprav tako najbolj tudi nasilen lik od vseh, da se najbolj zateka k kakšnim tem telesnim, fizičnemu nasilju od vseh, ki so tukaj. In to pač v nadaljevanki, kjer igra tudi Terry Crews, človek mišice. You lost me. Zdaj si me zmedel. Zdaj si me na koncu. Ja. Terry Crews, ok? Terry Crews, ja. Okay. Da je tip, ki je res gora mišic, pa ona ta neka žilava, grintava na prvi pogled in je ona tista, ki je najbolj brutalna od vseh. Tako da jaz bom rekel tlele Rosa Diaz. Rosa Diaz, tako da ja. Okay. Nina, na koli smo prišli? Ja, ti smem zdaj tako, jaz sem rekla, zihar bojo fantje same tipe imeli, tako ženske. Wow, to je to. Da sem se super koncept. Zdaj si se dobro, daj povej zdaj reč lepo svojo. Clarice Starling je bila moja druga izbira. Okay. Gospa iz... Gospodična, ne gospod? Gospodična, ja. Tako prav mogla sem preveriti, a je detektivka ali je kaj drugega in ja, je detektivka. Študentka v Jagenčkih. Ja, v Jagenčkih, ki so pač zame edina legitimna razen unga ta prvega. Unga od Ridley Scotta pač se delam, da ne obstaja, pa pol unih naprej tudi tako. Ne, jih ne priznavam, ampak... Kaj pa serijo? Ne, to je tako ful je tak videospot, no. Ful je lepo vizuali, v resnici je pa tako vsebinsko, je pa res ful prazen. Mislim, ta prva dva dela sta nekaj obetala, pa so pa začeli tako res bizarnimi, no. Ja, ker v bistvu Jagenčki so tako zelo raw, zelo pure v bistvu, ne, so zelo umazani. Ja, Jagenčki so v bistvu narejeni po resničnem serijskem morilcu. Kaj je že bil, ne spomnim se. Tale Metul, Butterfly. Ja, čaki. Ja, ni bil Manhunter, ne. Kaj je že bil, ki je bil ta prvi, ki to je že bil en film posnet, ne, potem. Manhunter, ja. Manhunter, ki je igral Grisoma v ta prvem CSI-ju. Ne moramo se losati CSI-ja. To je bil ta prvi film o Lektorju, da je bil Manhunter, ki je Michael Mann režiral. Michael Mann, ki je režiral tega, De Niro, Pacino. Hit. Ja. Hit, ja. Ki sem ga zanj spet gledal. In je še dober. Ja, ki je vrhunski. Ja. V glavnem, ta serijski morilec je narejen po sestavljen iz ene parih, no, ampak una najbolj creepy scena mi je tist, ki pač bejbo povabi v kombi, da mu pomaga kavč noter zložiti. To je bil res en, ki je po koledži haru, ki je imel roko v gipsu, pa tako kao, točno, da mi pomaga šalko neki zakurbljati, pa so pa punce pomagale, pa jih je tako brutalno razsekel. Skratka, Clarice Starling, samo v vlogi Jodie Foster, sorry, Julianne Moore, ja, okay. Nikoli, res nikoli ne bo ona jo mogla nadomestiti. Glih ta prava mera te ranljivosti, pa tudi tako polke, pa panika, ki pa adrenalin užge, pa iznese rešiti primer, znese rešiti se izbajte. Do takrat si prepričan, da je tako res šipka in da jo Hannibal Lecter v bistvu ful vrti v krog prsta in izigrava in res odlično odigrana vloga. Ja, pa v bistvu je to Anthony Hopkins je dobil taka mala trivija, v bistvu za to vlogo je dobil Oscarja, ne? In v bistvu samo 12 minut je v filmu vse skupaj. Ona je ful več. Ja, ona je v bistvu glavna vloga, on je centralni karakter. Koliko? 12? 12 minut. Če poštopaš vse, je v bistvu 12, ti imaš pa občutek, da je sam
o njemu film. Wow, okay, to pa res ne bi mislim. Zdaj vidim Anžeta, ki gre iskat na Netflix in boš to parca zraven. Ja. Okay. Možno, ja. Ne, Samo še bude rekla, ne morem, tako 12 minut pizda. Jaz sem tudi delal v bistvu na Hannibalu Lektorju, pa na vseh teh zgodbah, ker sem delal scenarij za računalniško igro. A res? Hannibalu Lektorju, oziroma to, vsi trije filmi. Pa na Arkslu, mislim, Artrek. Aha. To je bil tudi moj prvi job. Jaz sem delala pa na Nibelunškem prstanu, sem pomagala. Aha, viš, to je bil tudi moj prvi job. A res? Paid job kot scenarist. Glave, connecting people. Jaz sem ga pa testirala, pa tam neke reporte pisarle. Aha, no jaz sem pa pisal tekste, pa vse, kar so govorili. Čak, Nina, ti si bila pri Arkslu Quality Assurance, resno? Ampak tako, v bistvu bilo tak full hecen. En skupni friend z Matevžem je tako full, da je to job zame in ne vem kaj, in jaz sem šla tja in a veš, tako si predstavljaš, da je to, mislim, tako testiranje računalniških iger se sliši tako awesome job, ne? Iger. Se sliši tako res awesome job, še posebej, če si star 18-19 let, ne? In pol prideš tja in ugotoviš, da je to tako noro duhamorno, ker moraš vsakeč, ko se premakneš za dva koraka, moraš pritisniti vse gumbe in vse možne kombinacije na tipkovnici, miški, luč moraš prižgati, vodo spustiti, sam da bi najdel napako in pisati reporte o tem in to je res tako... Je pa ena dobra stvar, jaz, ki sem to delal, v bistvu, odkar sem to delal, sem vsako igro obrnil. Ja, jaz isto. Čeprav Nibelunški prstan je bil tako kar ene par takih lukenj je imel, tako da zdaj te lahko za ušesa. Ja. Tukaj se v vesolju dogaja, ne? Tudi, ja. V Valhali v bistvu. Ja. Ko smo ravno pri jagenčkih, ne? Ja. Se upravičujem, ker motim ta vajn skupinski sprehod po poti spominov in računalništva. V jagenčkih, ne, kot morilec nastopa Ted Levine, ne, ki ga pa poznamo tudi kot detektiva, ne, z neke zelo dolgo trajajoče nadaljevanke iz Monka, kjer igra tega Stottlemayerja, ki je edini detektiv, ki ima hujše brke k Magnum PI. Ja. Jaz to, ko sem gledal Monka, sem ga prvič gledal tako prav, gledal sem to serijo, kjer je ta glumec, tako, kdo je, popa, valjda, pa so bili jagenčki po televiziji, pa vidim njega, pa sem rekel, ne morem več. In on je, by the way, tudi v hit. Jaz mislim, da on je eden zraven Pacino, ta Caps, v hit. Skor 100% sem. In njega šicnejo, res njega šicnejo. No, to sem skor zik, jaz sem isto pomislil, to je un model iz Monka. Bosko mu je imel hitov. Obstaja ena anekdota, da so pač prišli do Ridley Scotta s scenarijem za Hannibala in mislim, da je bil glih na enem setu in so mu tako rekli, živijo, bi ti posnel Hannibala in je rekel, vse to bi bilo res tako ful noro, tako sloni v sončnem zahodu čez Alpe, ampak glih, kar sem Gladiatorja posnel. In samo pa, ne, sorry, stari. V bistvu gre za Hannibala Lecterja. Ki ima slone dobe. V glavnem... Jaz se bom vzdržal šale o tem vojskovodji, ki gre nad Staririm z gručo menihov, ki pišejo. Kdo je bil zdaj, ker zdaj to, kar ljudi govorili, jaz ne vem. Zdaj bila Nina, zdaj Matevž. Tako, ok. Aha, zdaj sem jaz, evo, ker smo lih pri spominih, danes sem jaz tak nostalgičen. Jaz imam še enega, zdaj tam te prvo bi rekel, da to je tak mal guilty pleasure. Tole bo dober. To ni tako, da bi rekel, da je cool, tako kot Harry ali pa kjer drugi. To je tak mal guilty pleasure, ki ga vidim zdaj, mi kar toplo pri srcu. Isto sem ga gledal, ko sem bil mali in mi res tako, vsakeč, ko vidim, mi je tako zelo toplo pri srcu. In to je ambiciozen police officer Kruho. Kdo je to? To jaz tudi ne vem. Kdo? Kva? Črkuj. Kruho. To je v bistvu žandari. Ja, bravo.
Define. Okay. Pa to ni, a to guilty, ja, guilty pleasure. Ja, okay. V bistvu je. To je guilty pleasure, to niso dobri filmi. Come on, Nuno z Nuno je preveč epsko. Wow. Tako da je isto tako kot prej pri Dirty Harry, je tudi cela serija teh filmov. In meni je v bistvu Louis Define, tako odkačen lik, igra vse, ampak meni je tako smešen, da odmali. To pa Louis Define pa nisem slišal že leta so, odkar sem nazadnje ta ime slišal, res. In on je meni mojster mimik. On je tam je res vrhunski. In ta se mi zdi tako, saj ta prvi film je v bistvu, se to je že kar staro, to so iz 64. Ja, ful je. In ima tako tak nice vibe, no, tako, pa fajn je, ki je francoski, ne, pa ima tudi tako, tudi kakšne joškice vidiš, ne, za 12-letnike. Meni se vedno zdi, da je poletje, kadar ta film gledam, to tako. Obstajajo točno, neki obskurni avstrijski kanali na teh na Siolih, ali ne vem, kaj so te TV-ji, ki pač vrtijo skozi vsake tok časa te filme in lahko je december, pa 2 metra snega vzun, meni se vedno zdi, da je poletje, kadar to gledam. Tako da, če sem prej govoril, da so Dirty Harryja vrteli v petkih zvečer, ne, so žandarje z menom na RTV Slovenija vrteli nedeljah. Ja, neki tako popoldanc je bil. Ne, to je prav guilty pleasure, ki si ga daš gor, res tako. Meni je prav toplo pri srcu, no, res tako. Louis Define, to ne moram prevaliti. Škaj mi je ful všeč, ker si rekel ime pač lika, ne, tišina, črički, pa rečeš Louis Define, pa si, da je to, žandari, ok. To je bil namen, ker ne veš. Wow, ok. Ok, jaz grem pa zdaj v morda bolj obskurne vode, ne? Ampak imam enega modela, ki pač igra v enem, v bistvu sem ga zbral iz 2 razlogov. Eno je zato, ker mi tega filma jaz pač ne morem pozabiti. Še zdaj se nisem čisto odločil, mi je full v redu ali whatever, ampak pač ne morem ga pozabiti. In pa drugi razlog je ta, to bo Nina bo full vesela, ne? Ker tega detektiva, ne vem, moram dati narekovaje ali pa ne, igra Bill Pullman. Tako da sem rekel, god damn it, Bill Pullman, pa je bilo prodano za glave. Tako da Daryl Zero, to je pa iz filma, ki sliši na ime Zero Effect. Je pa en film iz, mislim, da konca 90-ih. Gledam zdaj na Google frizuro. Ja, ta pravga si najdla. To je res en tak film, ki ne vem, je znan ali ne, mogoče je kulten ali whatever, res iskreno ne vem. Ja, tako bilo The Raider, v bistvu, ni bil neki tako izpostavljen, ampak ga pa zelo hvalijo. Tako. Ja, res, in tak nek kvazi New Age noir, ali sploh ne vem, iskreno ne vem, se pravim, nisem se še nikoli čisto odločil, a mi je res cool, a mi je sam toliko zanimiv, da ga ne morem pozabiti, ne. In pač Bill Pullman igra enega modela, ki je mal, ne vem, ali autističen ali čisti tak horder je v bistvu, no. Pač detektiva Ben Stiller noter igra, tako res tak smešna zasedba v bistvu po svoje, napisal in režiser je pa Jake Kasdan, to se pravi od unga sin, ne, se mi zdi. Kasdan. Ja. Kasdan. A ni Kasdan. Kasdan. Ja, ok, ne vem, vseeno. Glavnem, in je res en tak, meni je v bistvu, jaz sem en od onih ljudi, ki hoče, da mu je noir ful všeč, ne, pa ti ni pa mi v bistvu res, pa mi v bistvu dejansko ni, mislim, vsaj to, kar sem do zdaj videl, res mi je nič ni, a še oni Marlow, pa ne, to, jaz sem zmerno mislil, kako je to hudobo, pa tako enkrat gledaš, pa tako, ok. A ne pa na vsake dok cajta, pa kaj še naredi, ali tako mal parodijo na noir žaran, ali pa tako, vsaj se mal igra s tem, take stvari so mi pa rado všeč, no, in pač. No, imaš Blade Runnerja, ki je noir. Sveda, no, ampak veš, v bistvu ne, ampak tam je že spet nek ta twist sci-fi-om, veš, ali pa neki. V bistvu je LA Confidential, ni slab noir film. To pa še zdaj nisem gledal. Chinatown je super. Chinatown to je top film. Ja. A lahko še enkrat se spomnimo konca Chinatowna, kjer bolanjata je to, da je to v filmu. Ne, to je big story. Ne bomo nič rekel, ampak Holy Mother of God, to so posneli. Ja, okay. To je Soylent Green. Ja, živijo boki.
To, kar ima še enkrat otroke, je še 5krat bolj diskacija. Ja, verjamem, da dobi novo dimenzijo. Glej, ne bomo spoilali. Ampak ja, Daryl Zero, no, pa Zero Effect. No. Res nek tak twist na noir ali whatever, ampak tudi fajn posnet, se meni zdi, tako nek tak medium budget je bil. No. In se mi zdi, da se splača pogledati. Tako da sem hotel enega tazga dati, da sklepam, ne vem, si upam reči, da ga full folka ni videl, pa lahko nekaj novega pogledajo. No. Ne, mene je čist presenetil. V bistvu sem sploh, če ne bi zdaj rekel, sem že čist pozabil na ta film. Ja, ne, mislim, tako pač relativno zmaga, no, kar se čist, kako bi rekel človek, taka mini zgodbica je, ki stoji sama zase, pa Bill Pullman je dosti genij kle noter. No. Ne, pa Bill Pullman je tak angel varuh glav. To je tudi res. Če bomo kdaj imeli grb, ne, bo on noter. Dejstvo, ja. Mogli bi ga dobiti za intervju. Ja, enkrat ga treba. Vse po mojem ni težko. Hej, Bill, kaj delaš? Kaj delaš? Se mogoče na unih straneh, kot Lorenzo Lamas, ki daš $20, pa ti reče vse najboljše. Sigurno. Hej, Bill, where are you now? Pižamc, drugi krog. Zdaj sem bil pa tle, da sem bil pa v precepu, ne? Namreč koga od dveh detektivsko-policijskih likov v tej seriji filmov izbrati? Ali tizga, ki ga vsi upevajo, ki je naslovni junak, celo enega od teh filmov, najbolj nesposobni detektiv vseh časov. Ne. Ampak sem rekel, ne bom njega, bom izbral to podcenjeno drugo violino tega komičnega dua in bom rekel komisar Dreyfus. Ne. Zakaj sem to naredil? Čakaj, ti si hodila tudi Dreyfusa? Ali? Ne. Ona je hodila reči verjetno inšpektor Clouseau. Ja. Yes. Zato, ker se zdi, da za Sellersa vemo, kakšen genij je in kako on kameleonsko prevzema te vloge in kako mojstrsko odigra, ampak se zdi, da tukaj ne, je ta stalna napetost med njim pa Dreyfusom in potem sploh kako Dreyfus vedno na koncu on samega sebe pele na tanek let in pade v svojo lukno, je genialno narejeno. No? Poleg tega pa moramo se pokloniti človeku, ker na kratko mu ime Herbert Lom, ne, s polnim imenom Herbert Charles Angelo Kuhačevič ze Šluder-Paheru. Če ni to dovolj, da imaš tak priimek, da ne zadostuje, da te dajo na draft v glave, pa tudi nič nočem. Ja, absolutno si zasluž to. In je, ne, ker se mi zdi, že vsi poznamo inšpektorja Clouseauja, svem, ampak to je pa res ena tudi ta moja nostalgična, ki se jo prav spomnim iz teh mulčevskih časov, ko smo gledali ta gag, ki on tako nespretno menja tisti dve pištoli, ta pravo pištolo pa pištolo v žigalnik. Ne, pa zmeri hoče nekako Clouseauja poriniti v težave in potem sam pristane na trdih tleh, ponavadi zadnico. Mene je best tam, ki ga dajo v norišenca, ki se mu sname, ki ga gre Clouseau obiskat. Tist mi je konc, tam umiram od smeha. Ne, pa treba tudi povedati, da že tako Clouseau ne je bil. Te filmi so bili tako realno gledan kar malo ahead of their time. Ne, to so bili hudi hiti takrat. Ja. Blake Edwards je vedel, kaj dela tudi. Ne? Ja, mislim. Cel opus Blakea Edwards, mislim skoraj cel opus Blakea Edwardsa je tako moj guilty pleasure, tako poleg Pink Panthera še Victor Victoria. Victor Victoria je cool, ja. Victor Victoria je the best film, jaz si ga fulkrat dam. Meni je tudi ta party, ne, je tak zanimiv eksperiment. Carski. Brdi, jam. Party je genialen. Brdi, nam. Ok, izključili smo te ravno, ker iz Skypa smo te dali vrga. Hvala. And he's back. Mogoče tudi malo ljudi ve, ne, da je Blake Edwards pisal komade za Britpop bende. Kaj? Breakfast at Tiffany's. Ne razumem, kaj je breakfast? Kaj, od unih Deep Blue Something? Kaj zdaj govoriš? Zajbava. Ja, to se norca delaš, zdaj si mi zlomil možgane. Če bi bilo to res, dober sem nasedel, priznam. Ampak če bi bilo, jaz sem tudi za trenutek. Ja, če bi bilo to res, bi bilo tako, what is going on? Ja, ok.
Vrhunsko, bravo. Pa seveda tudi Pink Pantherja so potem naredili s Stevom Martinom. Poročen je bil z Julie Andrews, sem tok, še mal trač trivije. Kdo zdaj? Pink Panther. Ja, Blake Ja, ok, sorry, jaz sem čisto me zmedel že. Jaz sem zdaj zelo mun komad v glavi. Ok. A gremo še en, na koliko smo? Na 45, 48? En hiter krok, ja. En hiter krok gremo komod lahko. Nina? Ja, zdaj, ko ste mi vzeli klizo, ja. Zdaj, kaj čem zdaj? Zdaj imam to Stelo Gibson, ki jo igra Gillian Anderson v nadaljevanki The Fall, ki je tudi... Kako sem vedel? Pač zdaj bom nadaljevala za nalaž s temi ženskimi detektivkami, ker si ti vse pokvaril. Ja, čak se ti ustalijo še kakšna druga, recimo, veš, Ma Precious. Vse ste omenili tako ali drugače. Lej, Ma Precious, Ramot Sweat. A ja, pa ne, vse je tako, to je knjižna. Je tudi nadaljevanka. Ne, Jill Scott jo je igrala. Pa res, pa še tako malo bolj light je, kot te zajebanke. Ki si jih imela do zdaj, hočeš reči. Ja. Tako da, ja, veš, kot da bi bila tak fin antipod tem. V bistvu je res. Dosti dobrodušno. Ampak ne bom ti polagal besed. Ja, to pižama zdaj kar forsira svoje bebe naprej. To je, veš. Ampak Stella Gibson mi je cool samo zato, ker ker Gillian Anderson res dobro zgleda zdaj, kaj je stara. Ker prej, ko je bila mlada, pa je bila Skali, je sploh ni tako dobro zgledala, kot zdaj, ko je pač že krepko prehodila 40 leta, tako da, a veš, to je to lažba. To se vas strinja. To je vrhunsko zgleda. Ful dober, res, tako prav huda bejba je. Vrhunsko luzar, boljš, kot Suzanne Summers? Boljš? Oh, come on. Ne, v bistvu, ne vem, zakaj malo sem ponosen, da sem Suzanne Summers nekako spravil v glave. Jaz vedno, kadar vidim fotke teh žensk s temi, ki Suzanne Summers ima te pač plastične ustnice, dobim v glavi slišan zvok, a veš, ko si na morju na blazini, pa tako z roko podržiš. Ok. In Nina is back. V glavnem, Matevž, ti si, tretji krok. Tretji krok. Jaz sem tle tako si kar fulih nekih nametov. Ne. Prej sem že o Blade Runnerju govoril, ampak zbral nisem to. Pa... Blade Runnerja sem imela jaz tudi na rezervi. Čeprav tehnikli ni detektiv, ne? Ni, ampak je pa postavljen. V bistvu je mercenari, ne? To je tako kot Dr. House ni detektiv, pa je... Njega, on je bil tudi rezerva. Shut up. Pa moram še povedati, ker je bila ona druga zapisana pri pižami. Ampak v glavnem zbral sem si detektiva 2, en je danski inšpektor, druga je pa švedska. Evo, vidiš pižama, pogrnila sem na celi črti. Ja. Nina je napisala Philip Marlowe pa iz Twin Peaksa. Veš to, če bi hotel pametno izpariti, ne, pa bi to pa izbral. Ne, Broen, most, v bistvu, to ste gledali serijo, valjda, danska. Ja, jaz ga zdaj gledam, ker sem pač začela ga gledati, pa me je nekaj zmotilo, kar se dere čez dan, tako da zdaj ga gledam naprej. Ja, in to je vrhunsko. Mislim, fajn je, ker je zelo sta te dva lika, zgodbo vete, pižama, Anže? Ja, zdaj sem tako pogledal prvi del tega, pa prvi del britanske verzije, moram pa se enkrat cajt vzeti pa še naprej. Ne, dansko gledaj. Se bom, ja, ampak te pri britanski imaš Stanisa, ki je ful dobre volje. Pa ti ni mislim, da britanska, ti si ameriška. Prav. Ja, ameriška je pa, se pa dogaja na mehiški meji, ja. Pa absolutno odsvetujem. Ja, jaz tudi. Tako, to ne gledate, gledajte to dansko. Moja mama je rekla, da je cool, tako da stay away. Ja, res je. Mislim tako, imaš švedsko detektivko, imaš danskega inšpektorja, imaš truplo direkt na meji med dansko in švedsko na morju. Ja, jaz to vse vem, sam še zdaj nisem gledal. Tako da to že vse vem. No, v glavnem, te dva lika sta tako zelo klišejsko nastavljena, hkrati pa popolnoma obrjena. To, kar bi mogel moški igrati, ženska igra, to, kar v bistvu sta vloge so zamenjane, no. A veš, v klasičnem nekak žanru tem si imel tako če smo prej govorili o Dirty Harryju, ne, je tle Dirty Harry ženska. Okay. In je tako, mislim, zelo fajn, no, zelo fajna dinamika se med njima naredi, pa preigrava skozi te klišeje, no.
na pozitiven način klišeje, ne, obrača jih skozi. In pa skozi ima to Danska, Švedska, ker Danska pa Švedska imajo med sabo tako malo, kot Slovenija, Hrvaška, tak rivalstvo in je prav fajn. Tako da izjemno priporočam to serijo, zdaj v bistvu so že 3 sezone. Prva sezona je vrhunska. Ja, ta druga sezona je meni tako malo težko sledim, kaj skozi neki voljenih likov pa situacij pa tako. Ja, vse več je likov, ne, samo usrednja sta ta 2 inšpektorja, no. In ona je čist popolnoma, ona igra popolnoma, v bistvu nima nekega emocionalnega... Ona meni deluje tako malo autistična. Ja, pa nima te emocionalne inteligence, ne zna se obnašati v situacije, ne. Ta tipo je pa ločenc, pa malo izgubljen, pa hoče se A je to voda ali več se je bilo? To je Bubbly. Pižam se veš, da jeti ima mute button, ne? Se to veš. Ja. Vem, ampak vas moram rajati tle ves plebejce, ki si nalivam tle moj šandon v plastične kozarce od mu jogurtov. Žama sem dojel, da sem dolgočasen. Ne. Ne, nisi dolgočasen, sam meni res grl, da je res imam spraskan grl in moram piti. Se pravi, škoda, ker jeti nima mute button. Se pravi. Vrhunsko. Jaz sem presežen mislil, da je nekaj narobe z linijo. V glavnem, pa sem jaz. Kje smo? Ali zdaj nalijem še malo radenske? Lahko malo radenske naliješ. Mehurčki niso dobre za grlo, veš. Jaz bom pa, in v bistvu sem malo, tako prej sem se izdal s tem, ne, a bom dejansko njega ponudil. Zanj sem že spet gledal Hit. Ne. Ja. In ta film je... Na Netflixu seveda. Ne, v bistvu ne, mislim, da celo ni bil, ali je bil na Netflixu, zdaj ne vem več, ne ločam več v bistvu, ampak to je res dober film. To je dober. Pač to je še zmeraj res tako dober film, da je kar mal si jezen, da je nekaj tako dober, ker ne bi smel biti, ker ful je dolg, ful velik stvari se not zgodi, ampak dejansko tako razen 5 mehkih stvari, čisto vse funkcionira. Ne? In noter, to je bil ta film, je bil tako narejen, ne? Bila sta skupaj v Botru, ne? Pacino, De Niro, ponovno skupaj v filmu. Ne? Ampak ne v isti sceni. Ja, ampak ponovno skupaj v filmu. 2 igralca, najboljše igralca svoje generacije. Ne? Ampak, s tem so malo uničili takrat film, se mi zdi. No? Ful je bil hype to. Ja, to je bil cel hype, ne? Ampak realno gledan, pa sta naredila tudi leta 2008 ali whatever en film, kjer skupaj noter igrata in ti se tak ščiš. Pa še tako 2 filma sta naredila po tem, ker je totalno sranje. Res sranje, Hit je pa kontra temu, ne. Pa tako prav heist movie dober je tudi. Pa ja, mislim vseeno, zdaj unike ne veste, pač fora temu, da Al Pacino je policaja, ne, De Niro je pa ropar, ne, in se pač mal se lovita, ampak spremljaš res, to je eno od unih filmov, kjer je mislim, da je 5 takih storylinov čez cel film, pa vse zaključ se to, kakor hočeš, zveš to, kakor hočeš, res lepa poanta je, mislim, res tako. Ja, pa končno Evropa je nekdo z M16 hodijo po ulici in streljajo. Najbolj bolana fight scena v mestu ever. Še zdaj. In tak sound design, ki je tam noter, jaz ne vem, kdo je to delal, ampak on človek si zasluži nekaj. Ja, in jaz sem to kino gledal takrat. Ja, bolano je, res. To je žgal, bolano, res. Tako da Al Pacino oziroma detektiv Vincent Hanna. Ja. Pa one 2 sta tle oba 2 dobra. Ja, super sta. Po tem filmu tle pol nista imela več toliko svetlih trenutkov oba. Ja. Ne? Ja. Mislim, Al Pacino je imel in tudi De Niro, ampak no tle nekaj. Ja, predvsem Pacino je kle full Pacino, ne, to si vemo, kaj pomeni. Na eni točki dela zadeve, ne. Mene je to pri Pacinu grozen. Zato, ker vsi filmi, v katerih igra, so tako, lejte me, jaz sem Al Pacino, jaz bom to zdaj odigral. Ne. Mislim, on je izgubil, ker če ga gledaš, jaz sem jih zanj gledal Dog Day Afternoon, ne, ki ga zelo priporočam vsem, ki je super film. Ja, in v bistvu on je se mi zdi, da je mal ima ta kadilski glas zdaj na stara leta. Ne vem, če kadi ali ne, ampak tako se mi zdi, da je tudi mal igro spremenil, no? Ker prej je zelo tako bolj noter bil, zelo, če gledaš, ne vem, Botra ali pa Dog Day Afternoon ali pa to je bilo dosti bolj ponotranjeno na nek način. Yeah. Zdaj pa dosti bolj
na ven vse, v bistvu zelo, a veš, tako da bi se spremenil kot igralec. No. Se mi zdi, da tam po Scent of the Woman se vse obrne. Ja. Ful ima tako gledališko igro na filmu. Tako da iz 34. vrste ga vidiš. Ja, in recimo to ful dobro dela v Beneškem trgovci, ne, ki je tudi igral. Ja. Ful dobro funkcionira noter, ne. Pa imaš pa ene filme, ki pač pa sploh ne potegne. Ne. Ja, ampak v hitu dejansko je to cool Pacino, dobra verzija Pacino. Ja, pa v Insomniji je tudi dober. Ko smo lik par Michaelu Mannu, pa ko sem vas danes zabavala s Crocketom, pa kaj še drug. Tabs. Meni je recimo od Mana Miami Vice tako zelo dober film. Jaz ga še zdaj nisem gledal. Meni je totalno cool. Okay, to bom pa... Mislim, tako, v bistvu je ta film, ampak malo pa tudi na žensko dušo piha, tako, v enih momentih, no, ne vem. Mislim, tako, ene par stvari je dost cool. Ja. Ok, to jaz nisem gledal, ker je pač Miami Vice. Ampak, ja. Ne, okay. ne. Vse to, zaradi tega veliko ljudi ni gledal. Ja. Sam je... Miami Vice je bil v 80-ih ali 90-ih, se ne vem, kdaj je bila serija. CSI 80. Jaz sem ga ful gledala. Ja, jaz sem ga tudi... To ga ne bi gledal, une rekelce pa majčka od spadi. Espadrilce. Ja. To je to. Tom dol za sliko teh glav, za nalaž. To sem Pižanc, ti si. Jaz sem grunto pa, da bi dal še kakšnega tega zajebanskega tipa, da sem dopoldne gledal malo Sledgehammerja za nazaj, pa to ne. Wow. Ja, rekel bom Dr. Dre. Zakaj? Dr. Dre. Spet si ga zlomil. Kaj se dogaja? Gre za en čist hud film iz leta 93, Who's the Man? Oziroma, dejansko Dr. Dre. Ja, ampak ne The Dr. Dre, ampak The Dr. Dre. Namreč Dr. Dre iz MTV Raps, sta bila Dr. Dre pa Ed Lover. Ne? Ja, ok. In je igrata pač, se upišeta na policijsko šolo, nekaj tazga, pač, da bi, ki ima to ostane edina stvar in potem imajo scene, ne, tam v hudu, ki se gre, pravzaprav zgodba se vrti okoli neke brivnice, kjer se tam vsi dobivajo in potem nekdo hoče prevzeti in imamo zlobne sile od zune in to sosesko, ki se bori za njo, ampak noč so take super scene, ki ta policijski načelnik Dreja skozi drka v glavo, zakaj je on Dr. Dre. Zakaj si ti doktor? Ja, sem tako spal, da sem se več, pa sem si dal ime, kao Dr. Dre, to se sliši. In on čist popizdeva, kako je njegov svak, ne vem, koliko keša zapravo za študij, študiral 10 let, 30 let bo še dolgovo odplačeval, ne, in zato, da je doktor, ti si se pa malo spomnil, da boš doktor, in ga pa mu stalno krofe odnaša izpred nosa, garajce. Gledam tak zelo feel good film, no, pa lepo pokaže, ne, pravzaprav dejansko celotna ta hip-hop scena tam iz začetka 90-ih se not pojav od Flavor, ki mislim, da če se prav spomnim, prav samega sebe, tam ignot v Kehi igra, ki ga glih bukirajo, ki je priletel noter v pripor do cele te neke newyorške, te malo hippie-hop scene in fina zadevca, no, v glavnem, tako da bom rekel Dr. Dre. Nijem pojma, o katerem filmu govoriš. Ok, to je bil konc tretjega? Konc tretjega, zdaj pa imamo odmitle eno tabelco, ne, in moram pogledati, to sem zanč najdu in se vam poslal, pa smo pozabili malo pogledati na začetku, da vidimo teh 15 najpriljubljenejših serij v Sloveniji, ne. Ker ni tako pogledano, ampak so folk sprašvali, kjer ti je cool, ne, kakor sem jaz zastopil to raziskavo. In med njimi je koliko kriminalnih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in nobenega nismo omenili. A niso vse slovenske serije kriminalne? Bam! Okay. Tala pa niška. Kašen pan. Razen ene. Ok, sorry, povej. Tako da, ja, ne, od teh ne, itak, ena žlahna štorija, halo, ne. Drugo mesto je kar v redu, drugo mesto je Igra prestolov, ne. Pa imamo pa preiskovalce na delu, ali pa CSI smo omenili, Mentalist, komisar Rex, ne, recimo kako je ta privrženost enot, pa Castle, pa Puščica, seveda so pa na 4. mestu prijatelji, ne, večni. Kaj je to Puščica? Arrow. To je po Green Arrow, ne, ali kaj že,
Mal po nekmu stripu ameriškemu, ne? Okej. Če jaz prav razumem. Ja. En lep fant strela z lokom. Zanimivo v bistvu, ker to nimaš tega občutka, da folk gleda sploh te stvari. Ja, točno to. Sploh OR-ov ful nisem videl. Ja, pa Game of Thrones. Možno, da ga kje vidijo, ker Kesla mislim, da na popu, ne, predvajajo. Ne, ali pa na mislim, da je Fox pa to, ne, nekaj tasga tudi. Bo mesto še House, pa Grey's Anatomy. Mentalista je tudi, mislim, da neki Brio vrti. Ja, so na teh, tako da v glavnem od humorističnih malo pa France, Big Bang Theory, Našo malo kliniko in pa Alo, ne. Sem to je po mojem zato, ker Našo malo kliniko vrtijo skozi. Alo pa ne vrtijo skozi, ampak nam je ostal v spominu. Ja, ful nam je ostalo. Ja, to tisko ostane, to je tako, ko rečeš, ne vem, kjer slovenski film ti bil kul, pa rečeš vest. Ja, po mojem tudi. Srečen za umret. Kako smo se uspešno izognili Sherlocku Holmesu? Ja, to sem jaz hotel. Ja. Pa Lutheru. Ja, ampak sem pa mislil, da ti ga boš vseeno ponudila. Ne, nisem ga tako, sem ga imela, pa tako pa ne. Pa sem se odločila za te ženske, mislim, tako ful sem imela. Kje ste imeli rezerve, daj povejte? Ja, jaz sem v bistvu imel tako, moj končni fallback je bil pač Blade Runner. No. Ja, jaz isto. Iskreno, to je bil ta četrt moj, ne? Jaz sem mislil, da mojih na v life Jaz sem imel pa tudi Blade Runner je bil vmes, pa itak Fargo sem tega kar malo prečrtal, Chinatown, pa v bistvu Begunec. Tommy Lee Jones. Ja, pa kar legit, ja. Ja, ta je zelo kul. Pa to je to v bistvu, no. Ja, pa ta Touch of Evil, noir tudi. Lepo. Od Orsona Wellesa. Jaz sem imela tega Morgana Freemana iz Seven na lagerju. Je tako, ful bi imel njega na nočni omarci, da bi mu kaj povedal, ker ti je težko pri srcu. Jaz sem imel Rasta Cola na stand-by. Noben od dvaju ni imel Ace Venture, razočarana. Jaz sem imel pa zato Klotha. Ja, to je v bistvu. A to je Touch of Cloth. Touch of Cloth. Razumem, kaj je. Katarina Časnot igra. Tako da ja, podelali smo potem tele detektive, upam, da smo vam dali kakšno idejo za pogled, če niste. Tako da to je to za 63. glave. Matevž, preden te vprašam, kje se te najde? Kdaj premiera? Ja. Ja, v bistvu najde se me v sredo ob 9:30 zvečer v auditoriju v Portorožu, kjer bo premiera. Če to poslušate, ko so glave ven išle, to je bilo včeraj? Naslednja sreda. Ja, 16. Ja, vse. Mi snimamo za naslednji teden. To je bilo včeraj. No, v glavnem včeraj pa je bila premiera. Dekletne joče. In kako je bilo? Super je. Manj imam še mačka. A je Demeter Bitenc prišel pojesti vse? Ne, je že prejšnji dan na otvoritvi to naredil. Drug dan ni to hrane. In kaj bo zdaj potem? Bo TV to predvajal ali gre kino prej? Te odločitve še ni, v bistvu nekako se čaka po... A sploh je še kakšen kino, razen Kino Dvor? Po odzivu. Pa kino Bežigrad. Točno. Kino Bežigrad. Bomo videli. V bistvu, da folk, pejte, kupite časoven stroj, pejte nazaj na sredo 16. Pejte v dvorano v Portorož gledati, full glasno ploskajte po filmu, da bo prišel tudi v kino. Oktobra ga pa lahko v Berlinu še gledati. Okay. Drugače pa Matevž Luzar na Twitterju, Afna Matevž Luzar. Nina, kje se pa tebe najde na internetu? Smera me odjaveš. Ja. Da se še malo ukvari z Matevžem. Ne, tako on pa zmeraj začne, googlite, Afna Matevž Luzar. Nina, kje se te najde na internetu? Mene se na Twitterju najde Afna Opica, čeprav v zadnje čase tako sem malo bolj slov tam. Drugače pa me najdete na Facebooku, bom rekla kar v knjigobežnicah, kjer so zadnje čase kar dobre in vroče debate. Pa nov ta pet imam na Facebooku, ki se mu reče Zgodovina. Pa pač objavljam take, ker sem pač ljubiteljica zgodovine, pa poberem vsake dvakrat na teden kakšno zanimivost iz zgodovine, pa jo objavim, tako da počakajte. Zgodovina, všeč mi je pan. Zgodovina. Ja. Pižamc, kje se pa tebe najde? Mene se pa najde na pizama.net, na Facebooku sem Pizhama, na Twitterju Pizama, to je to. Okay.
Pa nekaj okoli skačem s predstavo, pejte pogledat na pizam.nice, piše. Koliko si njiju že preoral? Zdaj sem pa čak, moram pa pogledati. Zdaj, ko to snemamo, ne? Ja? Ko to snemamo, bom imel jutri 55. Wow. Stari. Pa boš lahko malo subvencije za kmetijstvo dobil. Ja, Franci bud slovenske komedije, a kaj? Zdaj sem videl, da je išla Grey knjiga. Sem sprav pomislil, kako boš dobro Sivec. nadaljevanju. Ivan Sivec. Sivček. Ja. Ko smo pri teh knjigah, pejte te novo Piko Nogavičko prebrati, to moramo povedati. Jaz jo berem in tako moram izklopiti ta sebičen gen. A je to tako, neko, kar pa, ko smo Alan Forda brali v slovenščini, pa je dobro branje naredil, pa ko imaš šuno vzad. Ja, v bistvu je, mislim tako, pač prevod je čist, mislim, knjiga je mogla biti ponov osvežena, zato ker je gospa Brenkova sicer čudovito je prevedla, ampak je res arhaična. To je zdaj tako že, da bi unga Šekspirja, ki ga je Oton Župančič prevedel, bral. No, pa iz nemščine prevod, ne, pa rahlo oskubljen in prirejen za tedaj aktualni družbeni red. Ja, se to sem napisala lih, da je ful je hecen. Prva stvar, ki mi je tako padla v oči, je to, da Pika Nogavička ful pije kavico. Ona mislim, vsakič, ko jo Anica pa Tomaž prijeta mimo, ona sedi na verandi in pije kavico. In v originalnem prevodu tega ni, je pač več ali manj malica. Tako da lik sem razmišljala, ali je bilo to zaradi pač tega, ker je bila kava luksuzna dobrina, ali zato, ker otroci ne smejo piti kave. Buržujska razvada. Ali kaj je bila fora, da pač so kavico v malico spremenili. No? Take, mislim tako, mi se bomo mogli ločati od tega, pa pač prepustiti to otrokom, ni druge. Mi bomo še vedno imeli te kroglice pregelk, otroci bomo imeli pa pač nekaj drugega. Oni ne bojo vedeli, kaj smo imeli mi pa pač. In bomo zamolčali to. Odnesli bomo s seboj v grob. Ja, to je naša skrivnost. Ampak drugače pa čist super prevedena in se lepo bere. No. Anže, kje se tebe najde? Jaz sem na Twitterju afnanzeto, drugače pa ja, tole so bile glave, 63. Kaj je bilo to? Ne vem, Radenska, I guess. Soundpad sem 1 uro sem ga držal v rok in sem se zadržal, da ga nisem uporabil. Mladič se je zbudil. Ne, to se bo zdaj bo weird, ratar. V glavnem, aparatus lahko podprete, to naredite tako, da greste na Povaj pižamc. Na aparatus.si poživnica podpri, date 4,8 ali pa 12 evrov mesečno, že si bo nabavil tudi sam Soundpad, jaz sem tega od Minionov. Tako da rečete mi hvala, da sem ga držal stran, da ga nisem uporabljal med glavami. Bilo je potrebno veliko jeklene volje za to. Drugač pa pejte na aparatus.si pošiljnica salca ali pa v trgovino Ika v Ljubljani ali pa v Škofji Loki, kjer lahko za 25 evrov kupite aparatus šalca, na kateri je Yeti, ki ni nikomor podoben, in podprete svojo najljubšo podcast mrežo s tem. Odlično. Zdaj pa jaz rekel 3-4 zdaj in vsi rečemo Suzanne Summers. Tako da 3-4 zdaj. Suzanne Summers. To je ratal, ajde. Čau. Čau.